Rašnikar in Matej Gorjan. Ja, iskreno nisem pričakovala, tako da meni se zdelo, da sem bila v vseh nalogah dokaj povprečna, ne preveč izstopa, tako da mogoče ta konsistentnost pri vseh nalogah, da si povprečen oziroma malo boljši, da te pripelje do zmage. To, da sem ambasadorka varne vožnje, sprejemam z veliko odgovornostjo. Mislim, da sem se že do zdaj dosti trudila varno voziti, ampak zdaj pa, ko imam ta naziv, mogoče še bolj se bom potrudila, da bom vzorna voznica. Odnos do avtomobilov je dokaj dober. Me kar zanimajo, ker imam tudi z očetove strani dosti iniciative, da me zanimajo, ker nima sinov, tako da je bilo treba malo znati o avtomobilih že od majhnih nog. Iz moje strani pa mislim, da je nekaj, kar je skoraj da nujno včasih imeti, da lahko kam prideš. Jaz sem bil čisto navdušen, ker te bom lahko eno leto vozil tale avto, kar mi bo pa tudi res pripomoglo v vsakdanjem življenju in transportu. Jaz mislim, da sem premagal svoje tekmece z neko konstantnostjo skozi vse te discipline. To je bil, mislim, da ključ do zmage. Malo pritiska na ramene, da bom v bistvu bil zdaj še lepši zgled za vse voznike. Učil, v bistvu, če se bo kdo lahko od mene kaj naučil, no, upam, da se bo. Skratka to, no, vzgled mladim in drugim, tudi starejšim voznikom. Glejte, tako meni osebno, kot seveda Avtomoto zvezi in tudi širše ta projekt pomeni ogromno. Seveda v vsej tej zgodovini, ki že kar nekaj let traja, vidimo, da iz leta v leto je več sodelujočih. In veseli me to, da tudi mladim je zelo, zelo mar, kaj se na cestah dogaja. Letošnje leto je za nas tudi posebno leto, ker je Ford pripeljal popolnoma nov model Ford Puma. Je prvič zapeljala v spomladanskem času na slovenske ceste. Je inovativna, atraktivna, dinamičen crossover in predstavlja res zapolnitev že tako polnega segmenta. Njena posebnost je v številnih asistenčnih varnostnih sistemih in pa predvsem v res inovativni rešitvi prtljažnega prostora. Majhen avto na zunaj v notranjosti razkriva res ogromno prostora. Ne, da ga še vedno podpiramo, zaradi sestava vedno bolj podpiramo takšne projekte, ker so družbeno odgovorni in zato, ker verjamemo v to, da je potrebno mlade izobraževati in da na mladih svet stoji ne samo v znanju, ampak tudi na cesti. Torej, izjemno smo ponosni, da smo od vsega začetka zraven in da praktično skozi stojimo ob mladih in ob AMZS ter projektu Najboljši za volanom, da res ne bodo nikoli sami na cesti. Moram pohvaliti vse tekmovalke in tekmovalce, da so se v bistvu od polfinalnega izbora pa do finalnega popravili v nekaterih napakah, nekateri so se iz teh napak kar precej naučili. Tako da v bistvu je danes bilo njihovo znanje, kar se tiče prihoda na kraj prometne nesreče, zavarovanja kraja prometne nesreče, uporaba odsevnega jopiča in pa vklopa smernih utripalk, da zavarujemo sebe in pa druge na zelo visoki ravni.